potem pa še ena priložnost in gol. V tokratni oddaji Ženski nogometni magazin. Mladinska reprezentanca U18 se bo odpravila na mediteranske igre. Iz arhiva smo vzeli tekmo Slovenije in Ferskih otokov, na kateri se je s hat-trikom izkazala Lara Prašnikar. Na sporedu je bila prva pokalna tekma sezone, odigrali pa so se tudi dvoboji drugega kroga, zadetkov ni manjkalo, sledil bo dvotedenski ligaški premor. Začeli pa bomo s prvenstveno zgodbo iz leta 2019. Drugi prvenstveni krog sezona 2021-2022. Na ajdovskem stadionu sta se srečala Primorje in Krim. Vodstvo je bilo za ljubljansko zasedbo lepo presenečenje, kajti modre pod vodstvom trenerja Grgasoviča so bile v tisti sezoni skoraj povsem na novo sestavljena ekipa. Črno-rdeče so usmerile vse svoje moči v napad in se trudile, da bi premagale vratarko Katarino Rogel, a brez uspeha do 77. minute. Takrat je le klonila obramba Krima. Minuto zatem je v igro vstopila rezervistka Tina Vanek-Peršelj, zamenjala je napadalko Dorino Kirali. Tule je akcija za kaj več, pa še en udarec in gol! Gol globoko v sodniškem dodatku. Nikoli prej in nikoli kasneje v prvi ligi ni dosegla zadetka. Usoda pa ji je namenila, da je bila igralka odločitve proti Krimu. Časa za nadaljevanje ni bilo več. Primorje je zabeležilo prvo zmago v prvenstvu, skupno so jih na koncu sezone Ajdovke imele 5 in ligo končale na 6. mestu. Krim je bil zadnji. Muranona je bila v prvem krogu prosta in ligaško tekmovanje je začela proti Krim PC Bolitu. Ljubljana je igrala proti Gažonu, na gostovanje k Žalcu Trbovljam je prišla Olimpija. Maribor Malečnik je nastopil proti Primorju Tosli, v televizijskem prenosu pa ste si lahko ogledali tekmo Aluminija in Cerkelj. In poskuša zdaj z udarcem neposredno proti vratom in žoga je po napaki vratarke končala v mreži, Aluminij pa vodi gostiti v Ljudskem vrtu kot pokalni zmagovalec, medtem pa je to nova priložnost za domače nogometašice. Tole bi lahko bilo in je 2-0. Barbara Krivec v samostojni akciji. 21-letna kapetanka Cerkelj Zala Šenk. Še en poskus in žoga je v mreži. Žoga je končala v mreži. Prišla na desno krilo Ula Grm. Podaja pred vrata, posredovanje vratarke, potem pa še ena priložnost in gol. 4-0, drugi gol Lane Curman na današnji tekmi. Tudi za gostujoče nogometašice in tudi prvi zadetek za Cerklje danes. Dosegla ga je Jerca Plevel, številka 5 je to. Krim je edini, seveda z 2 odigranima tekmama v omenjeni peterici. Zdaj pa ali je bila žoga prek črte. Očitno ne. Ali pač, ja, gol velja. Gol velja, 5-1. Štumberger znova Tajda Tušek, tole je priložnost. Barbara Krivec bo zadela za 6-1. Drugi gol Barbara, no kot Tajda Tušek ga izvaja. Tole bi znalo biti nevarno in žoga je v mreži. Po strelu Eli Bezjak. Je pa Pika Lamovšek v 3 nastopih. Še en gol. 8-1, 75. minuta. Še ena priložnost morda za Cerklje. Zdaj pa izvrat Adriana Špindler in žoga je končala v njeni mreži. Strelka pa Marcela Kos v 86. minuti.
Murašice so morale hitro pozabiti na evropsko razočaranje. V prvem krogu so bile proste, v drugem so doma pričakale vedno bolj ambiciozni Krim. V 7. minuti so imele Prekmurke kot najvišja, je bila v skoku Tanja Malesija, letošnja novinka, okrepitev iz Črne Gore. Branilka je bila, kot bomo videli, po končani tekmi najuspešnejša strelka. Drugi zadetek je prispevala še ena sveža članica črno-belih, Dominik Brujnenberg. Elegantno je preigrala branilko in streljala z levo nogo ob vratnici. Na kar je sledil drugi gol Tanje Malesije, skupaj z Nizozemko Brujnenberg sta zaznamovali prvi polčas, saj sta dosegli po 2 zadetka. Če so v prvem polčasu prevladovale tujke, Primorji so bile v drugem strelsko uspešne Slovenke. Lana Šernek je postavila izid na semaforju 5-0, na kar je za 6. poskrbela Adriana Mori. V slovenski ligi je zadnji gol dosegla leta 2022, ko je nosila dres Olimpije. Zadetki je bilo izjemno bogato obdobje med 66. in 75. minuto. Videli smo še 4 žoge za hrbtom Erne Mahmutović. Malesija je sprva dosegla hat-trik, nato pa še goli Žive Rakovec, kapetanke črno-belih ter Dasović Ravnikove in Morijeve. Krim je imel svoje priložnosti, da bi prišel vsaj do častnega zadetka, vendar pa se tokrat igralke pod vodstvom trenerja Grgasovića v Ljubljano vračajo brez doseženega gola. Podobno kot Muranona je visoko zmago slavila še Ljubljana, 7-0 je bilo na tekmi nekdanjih pokalnih prvakinj in Gažona. Kar 24 zadetkov je Olimpija zabeležila proti Žalcu Trbovljam, kar 10-krat je bila uspešna Ana Milović. Primorje Tosla je 6-0 premagalo Malečnik Maribor, na srečanju, ki smo ga spremljali v televizijskem prenosu, pa je Aluminij ukanil Cerklje z 8-2. Ljubljana ima po 2 krogih 6 točk, Olimpija, Muranona, Primorje Tosla, Radomlje Medeks, Aluminij, Krim, PC Volit in Gažon 3. Maribor, Malečnik, Cerklje in Žalec Trbovlje ostajajo pri ničli. Začelo se je tudi pokalno tekmovanje. V predkrogu sta igrala Žalec Trbovlje in Ljubljana. Ekipa iz prestolnice ni imela težav in izločila nasprotnice. Rezultat je bil 14-0. Slovenska ženska mladinska reprezentanca se podaja v povsem novo zgodbo. Potem, ko je moška selekcija v preteklosti že nastopala na sredozemskih igrah, bo letošnja izvedba v italijanskem Tarantu za naša dekleta krstna. Ekipa se je pred odhodom k zahodnim sosedom pripravljala na Brdu pri Kranju. To ni reprezentanca U19 oziroma U17, tako kot imamo drugače na nogometni zvezi uradne reprezentance, to je pač neka umestna reprezentanca U18, sestavili smo jo iz izhodnih deklet letnika U19, 2009 in pa iz izhodnih letnika U17 reprezentance 2010, tako da v bistvu gre za neko novo reprezentanco, lahko temu rečemo. Danes imajo neki prvi skupni trening in potem čez nekaj dni že potujejo na te velike sredozemske igre. Zelo se veselimo tega tekmovanja, saj nismo pričakovali, da bomo glih ta generacija, ki bo lahko šla na tako velike igre. Sredozemskim igram pogosto rečejo tudi male olimpijske igre. Na tekmovanju sodelujejo države z področja Mediterana. Športniki podobno kot na olimpijskih igrah prebivajo v skupni vasi, poleg nogometa pa se bo predstavilo več kot 30 različnih športov. Te igre so dobrodošle za mlada dekleta, da dobijo nekaj več močnih tekem, mednarodnih tekem, ker mogoče pač Slovenska liga ne ponuja toliko močnih tekem, mogoče samo nekaj derbijev, posebej v teh mlajših starostnih kategorijah, tukaj pa potem pridobijo te močnejše tekme, kvalitetnejše nasprotnice in je to tudi potem za njihov razvoj res dobrodošlo. 7 ženskih reprezentanc se bo pomerilo za naslov nogometnih prvakinj sredozemskih iger. V skupini A igrajo Španke, Portugalke, Maročanke in Alžirke. V skupini B pa poleg Slovenije še Italija in Kosovo. Igrali smo z Italijo, ampak smo žal izgubili vedno, ampak bomo se potrudili, da bomo letos zmagali na teh igrah in jim pokazali, kdo je Slovenija. Imamo tudi Kosovo, ampak njih pa žal ne poznamo, ker še nismo igrali z njimi. Je pa to pač neko tekmovanje, kjer pač ne moreš iti samo sodelovati. Tukaj moraš imeti tekmovalne cilje in to je bistvo vsega, tako da sigurno pač tukaj bi bili zelo veseli, če bi igrali pač vsaj za 3. mesto.
vsaj za 3. mesto. Zdaj, če bo pa kaj več, pa bomo še toliko bolj veseli. V skupinskem delu mediteranskih iger se bo Slovenija torej pomerila proti Italiji in Kosovu. Prva tekma bo na sporedu 23. avgusta, druga pa 2 dni kasneje. Oddajo zaključujemo prav tako z državnim grbom. Spomnili se bomo, kako je sveža nogometašica nemškega Wolfsburga Lara Prašnikar dosegla svoj prvi hat-trick v članski konkurenci. Lara Prašnikar sodi med najboljše strelke slovenske državne reprezentance. Na 90 tekmah je zbrala 48 zadetkov in le še 2 manjkata do jubilejne 50-tice. Dvakrat se je zgodilo, da je na eni tekmi dosegla hat-trick. Prvič leta 2017 na tekmi v Ajdovščini proti Ferskim otokom. Slovenija je igrala dvoboj v sklopu kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu. Prašnikar je v 7. minuti načela mrežo Otočan. 500 gledalcev je spremljalo precej enosmeren nogomet. Slovenija je imela terensko premoč. Po zadetku Sare Agreš v 29. minuti je Prašnikar povišala na 3-0 v 36. Obetala se je zmaga z najvišjo razliko, kajti še preden sta ekipi odšli na odmor, je žogo v mrežo za 4-0 pospravila zdajšnja branilka Olimpije Špela Rozmarič. V drugem delu so Slovenke umirile tempo, 3 minute pred koncem pa tretji zadetek Lare Prašnikar. V nadaljevanju kariere je Lara Prašnikar še enkrat uspela doseči 3 gole na reprezentančni tekmi, in sicer leta 2019 proti Turčiji.